Ljudje in ljudine, poslušate 108. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, orki brez vrati z orkinjama v debati, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. In moja malenkost Aljoša Harlamov. Z nami tokrat gosti prevajalka in poznavalka fantazijskega žanra Kaja Bucik Vaupetič. Živijo. In filmska kritičarka ter poznavalka fantazijskega žanra Sanja Struna. Hej. Lepo pozdravljeni pa tudi današnji gledalci, saj je to že 6. živa epizoda, snemana v živo, skratka živa epizoda snemana v živo, tokrat na Vodnikovi domačiji v Ljubljani. Občinstvo, naj vas slišimo. Precej večjih je, kot je to zvenelo. Ali pa manj, odločite se. V resnici je to sicer kronološko že 7. epizoda, snemana v živo, ampak 6., ki smo jo posneli letos na Grossmanu s Sanjo Struna, ki tukaj sedi med nami, še nismo objavili in jo bomo najbrž šele enkrat polet, domnevam, ko nam bo zmanjkalo štofa, kar še ne bo to hiter. Danes se bomo, kot smo obljubili, pogovarjali o fantazijskem žanru nasploh, o tem, kaj ga definira, kaj imamo pri njem radi, kaj nam pri njem gre na živce, kdo ga piše in ustvarja, kaj so najboljši primerki žanra, kaj so podžanri žanra in tako dalje in tako dalje. To pomeni tudi, da bo današnja epizoda menda skoraj povsem brez kvarnikov in jo lahko v miru poslušate. Za tiste, ki to poslušate, seveda v torek. Maestro, zaigraj nekaj fantastično živega. Živijo občinstvo, živijo vsi, ki nas poslušate. Zdaj bomo nehali brati navodila in lahko gremo z epizodo naprej. Pozdravljeni spet na naši gosti. Jaz sem zelo vesel, da smo vaju uspeli dobiti na Vodnikovo domačijo. Kaja, ti že kar neki dolg cajta prevajaš, pa bolj ali manj kar dosti prevajaš. Videl sem nekaj malega, imaš kriminalk sicer, pa kakšno ljubezensko, ampak dosti pa fantasy večinoma. Ja, tako je. Okay. Delala sem Scotta Lyncha, prvi del Ležilo Kalamore, delala sem Izruvano od Naomi Novik, delala sem od Laini Taylor trilogijo, pa zdaj na zadnje od Holly Black trilogijo Okrutni princ je prva knjiga. Okay. Lepo, da si zapomniš, kaj prevajaš. Ja. Sanja, zate pa seveda ti si pa, kot je Igor povedal, diplomirala iz fantazije. Prosim, hvala. Ja. A je bila, čak mal, 10? Seveda. Se pričujem. Prosim. Mislim, absolutno te ne bi vabili, če ne bilo 10, ja. Smo preverili. Jaz sem tudi diplomirala iz fantazije. Čak, ti si tudi diplomirala iz fantazije. Ursula Le Guin. Jaz pa definirala sem temačno fantazijo. No, okay. Jaz sem na francoščini pa iz... Sorry. Zapisano imaš? Ja? Ne, nimam je zapisano. Ti si zapisal tele viteške epske romance. Wow. Skratka, nekaj vesta, no? Nekaj malega vesta. Vaju bomo skušali ne preveč prestrašiti z našim bogatim znanjem in vaju spustiti v to debato. Mogoče za začetek eno vprašanje, ker bomo pol šli malo na zgodovino žanra, ki bo malo bolj duhamorna. Dajmo mogoče tako vsak od vas, da pove, Mito, ti začneš, ker si na moji skrajni desni. Kje si se srečal s tem žanrom fantazije? Kaj je pač skratka prvi, ne vem, film, risanka, knjiga, ki te je pripeljala v ta žanr? Prva zadeva, ki se jo spomnim, je bila po moje, kako je že Narnia, ne? Ampak ona animirana na živ žal. Tista je bila moja prva. Knjiga pa Lord. Knjiga bil pa Lord, ja. Knjiga Brateljeve srčna, kot sem kasneje izvedel, je to actually prima žanr. Film pa Willow in potem sem še si novelizacijo kupil in jo bral in mi je bilo dosti všeč. Ja. Okay. Jaz sem pa malo bolj zanimivo. Jaz sem na 6. razredu osnovne šole in v orkestru.
In smo igrali simfonijo Gospodar prstanov od Iona Demeja in je naš dirigent ustrajal, da si vsi preberemo source material, da bomo pač vedeli, kako hobite igrati. In sem si pač prebrala knjigo in sem sam tako hooked v sekundi in to je bilo to. In zdaj ima Tolkien svojo polico pri meni. Wow. Ja. Kaj? Okay, jaz sem spet malo bolj dolgočasna. Zame je bil Hobbit, pa od Astrid Lindgren, Brata Srčna, pa Ronja, potem pa zelo hiter že Gospodar prstanov, pa seveda Harry Potter. Ja, jaz mislim, da je to kar pač to generacijsko, je seveda Harry Potter zadnja leta, se o tem bomo tudi govorili. No, jaz sem svojo izkušnjo opisal v eseju za Lud literatura, ki ga imate tudi na spletu, tako da jaz ne bom odgovarjal na to, preberite si. Link bom dodal tle spodaj. In kar gremo, jaz bi mogoče tako za začetek, da ne bomo preveč, ker nas itak čas bo preganjal, to slejko prej. Jaz bi mogoče šel malo skozi zgodovino žanra, če bo kdorkoli kar imel za pripomniti, naj seveda doda karkoli. Še prej pa mogoče, preden začnem z zgodovino žanra, bi sam rad rekel za tiste, ki seveda to poslušate, zdaj je treba ločiti, kaj je fantazija, pa kaj je fantastika, recimo zelo, ne, to se pri nas kar dostikrat meša, tudi nekaj, kolikor sem jaz pač to spremljal, preučeval, par let nazaj je bilo dosti zmede, kaj je fantazija, kaj je fantastika. Zdaj seveda fantastika je lahko, marsikaj je fantastično, ne. Mi smo to recimo v našem pojmovniku, ki ste ga tisti, ki ste tukaj zdaj v živo dobili, če prelistate do F-ja, imate pod fantazija definicijo, fantazija je film, serija, zgodbo, ki se osredotoča na domišljijske izmišljene elemente. To je pač najbolj neka taka simple razlaga, se pravi, fantastično je vse, kar je nekaj nadnaravnega, kar ni iz neke realne izkušnje, kar presega neke fizikalne zakone in tako naprej. Fantazija je pa seveda svoj žanr. Zdaj to, če začnemo z zgodovino same fantazije, seveda moramo vedeti, da se najprej se je to začelo s fantastičnimi elementi in da o tem ne govorimo kot o fantaziji. Mene zelo razburi, ko nekdo začne govoriti, da je Beowulf recimo fantazija. Mislim, ni, seveda ne. Tudi miti in legende, s čimer se je vse začelo pa s pravljicami, niso fantazija, ljudje so zdaj, kolikor pač komorkoli verjamete, ne, ampak dejansko naj bi mite vseeno v začetku ljudstva verjela. Ne. Skratka, to ne more biti fantazija, ker so oni dobesedno mislili, da to, kar govorijo, se pač v resnici dogaja in je res. Ne. Zdaj, veliko več nekega fantastičnega, fantazijskega se potem pojavi v viteških epskih romancah, a ne Kaja, kjer imamo pač to, vse veste, arturijanske legende in vse to. To bi že lahko imenovali, da so to neke prve fantazijske ali pa kakorkoli te zgodbe, kot bomo pa videli v nadaljevanju, pa so se na nje in Tolkien in seveda mnogi zmeraj so iz njih črpali. Potem v času romantike, v 19. stoletju, so zbiralci pravljic bili tisti, ki so recimo prvi še spet spodbudili to navdušenje nad fantastiko in fantazijo, in pa gotske romance so bile prvi tak žanr, ki je prototip recimo grozljivke, pa hkrati fantazije. Zame recimo Ortrantski grad je bila ena prvih fantastičnih knjig, ki sem jih jaz prebral, Horacea Walpola, izšla je v zbirki Odisej, zato sem potem bral Vodnikovo vesino in potem takoj Hobita. Tako je pač šlo po neki taki logiki. Potem pa imamo že moderno fantazijo, tukaj sta dva, škotski pisatelj George MacDonald je napisal Fantastates, kakorkoli se to prebere, 1872, pravijo, da naj bi to bila prva fantazijska pustolovščina za odrasle. Nek model podeduje vilo, ki jo ima v pisalni mizi, zbudi se drugi dan v Fairylandu in ko se čez leta vrne po mnogih pustolovščinah, je manjkal v resničnem svetu le 21 dni. Skratka, imamo ta značilen prehod med dvema svetovoma. In potem William Morris, The Well at the World's End, je pa prvi malo bolj konstruirani sekundarni svet. V njem je recimo nastopa kruti kralj Gandalf in konj z imenom Silverfax. Tako da Tolkien nima glih komu drugemu čitati kraj okrog, tudi o tem bomo še govorili verjetno.
Pa Frank Baum je potem seveda Wonderful Wizard of Oz, ki je taka značilna. Pozneje pa nekako sredin 20. stoletja se pa 2 ali pa 3 stvari zgodijo. Ne, to bom jaz to dol metal, vrede, hvala Kaja. Edgar Rice Burroughs je seveda oče Tarzana, ne, to je neka taka posebna, Tarzan prihaja z neke posebne kraljevine, kakorkoli že. Sredi 20. stoletja je pa ta razvoj sodobne mladinske fantazije, Lewis Carroll, Alica v čudežni deželi, Barry s Petrom Panom, Frank Baum s Čarovnikom iz Oza, ki smo ga že omenili, pa prvič se pojavi termin fantazist za pisatelja, ki piše fantastiko. Danes je to sicer termin, ki mogoče pomeni kaj drugega. Potem se pojavljajo prve revije, v katerih ljudje objavljajo fantastiko in znanstveno fantastiko. Robert E. Howard je en takih, ki je veliko objavljal v revijah, to je seveda oče Conana. In potem nek gospod Tolkien leta 1937 objavi Hobita in potem v 50-ih objavlja še Lord of the Rings. Zelo zanimivo je seveda spet to, da v Britaniji je bil takrat zelo popularen, ampak dokler ni se prebil v Ameriko, seveda ni bil svetovno popularen. Tam se pa je začelo seveda nekako v 60-ih, ko se je povečalo zanimanje tudi za meč in copranje, kot mi rečemo temu podžanru Sword and Sorcery. Zato je en urednik rekel, da zmanjkalo mu je materijala in je vzel še Tolkiena v to neko edicijo Sword and Sorcery in zadaj na blurbu je pisalo knjiga iz žanra meč in copranje, ki jo bo vsak prebral z veseljem in z užitkom. No, do leta 1968 je Lord of the Rings se prodal več kot 3 milijonov izvodov, tako da jaz upam, da je ta urednik blazno obogatel, kar je pa sprožilo veliko povpraševanje po tem žanru, neko konstruiranje svetov s podrobno zgodovino, geografijo, družbo, politiko, tudi doživi nek svoj vrhunec in zacementirajo žanr pa C.S. Lewis s Kronikami iz Narnije, Merlin Peake za serijo Gormenghast in Ursula Le Guin z Zemljem morjem. Potem je malo tako en zanimiv preskok, tam 60-ih, konec 70-ih je spet The Sword of Shannara, ena taka popularna. Pravi razcvet se pa začne v 90-ih, ko imamo Pierce Anthonyja, Xant, pa Terja Pratchetta z Discworldom. Največja so še 80, no? 90-ih pa seveda Robert Jordan, Wheel of Time, ki ga zdaj lahko gledate na Amazonu, Ted Williams, Memory, Sorrow and Thorn, pa George Martin in seveda J.K. Rowling in njen Harry Potter. In tu se začne nekako prehod fantastike, fantazije v mainstream, skupaj s filmi Lord of the Rings in Harry Potter, ki praznujete, Harry Potter je že novembra praznoval 20 let, Lord of the Rings bo zdaj 20 let praznoval in potem seveda serija Game of Thrones, ki je doživela celih 6 sezon na HBO-ju in pač danes smo pa v tem trenutku, ko se pač fantazija veliko kupuje, vemo, zdaj imamo Wheel of Time, Witcher je zunaj že 2. sezona, zdaj bo 3. sezona tega Pullmana, pripravlja se seveda nov projekt Lord of the Rings oziroma iz srednjega sveta za Amazon. Mislim, da so zdaj, nedolgo tega sem bral, da so kupili še 1, 2, 3 skratka serije, imamo spet nek revival. In zdaj na tej točki, da si jaz malo oddahnem, vas seveda vprašam, kaj vas navdušuje, preden gremo na definicijo samega žanra, kaj vas navdušuje pri fantaziji, zakaj to berete, gledate, ne vem, če lahko poslušate, ampak če kakšne metal bande je skoraj, da lahko tudi poslušate fantazijo. Kaj je tisto, kar vas, mogoče ena stvar, ki vas pri tem, so to, ne vem, junaki, je to karkoli, pa če lepe platnice, ne vem, debele, full strani teh knjig. Kaj vas torej skratka, ali pa ne vem, joške v HBO-ovih serijah, kaj vas tisto, kar vas najbolj navdušuje pri fantaziji? Mito, bom spet začel s tabo. Mene najbolj potegne prav world building, onkraj likov, zelo dober world building, ki ti omogoča to, kar se mi zdi, da je primaren namen fantasy literature, ne? Eskapizem. Da ni tako kot science fiction, naprimer, kao direktno nagovarja naše probleme z nekimi fenomeni, ampak da z konstrukcijo tega sekundarnega sveta omogoča pač zelo, niti ne vedno pobeg, ne? Pač to meni najbolj, no. Mi to rad beži, ok. Jaz rad bežim. Igor. Ja, zdaj, ko si omenil metal, sem se prav spomnil na eno horror knjigo, ki sem je bral letos, We Sold Our Souls od Gradyja Hendrixa,
kjer eden od metalcev reče, da pač vsa muska je boljša, če so zmaji not. Tako da, ja, meni ta world building mi je zanimiv, ampak če ni res dobro napisan, so to deli knjige, ki jih zelo preletim. Mi je pa najbolj zanimivo, podobno kot pri znanstveni fantastiki, kjer imaš lahko toliko drugačen svet od našega, da si lahko predstavljaš povsem drugačne probleme. In da so pač neke čist nove situacije, ki jih v neki bolj stvarni literaturi ne bi našel. Ne? Tako da to, plus zmaj. Ok, super. Sanja? Ne vzeti tega kot War on Christmas, ampak jaz vem, da pač marsikdo na tem planetu misli, da je pač Biblija najboljša znanstveno-fantastična knjiga vseh časov ali kako. Ampak jaz v bistvu imam določene fantazijske knjige glih z obratnega pač vidika in jaz sem si v bistvu, že ko sem odraščala, z njimi pomagala osmisliti ta svet. Se pravi, kadar ta svet ni imel smisla, kadar me je ta svet izziv, kadar je ta svet bil samo pač, ne vem, neumno, nelogičen, sem brala jezne fantazijske pisatelje in sem bila pa, ne vem, ful boljš. Tako da, basically, ja, anger management through Terry Pratchett. To je to. No, super. Kaj je tebi? Jaz bi tudi rekla eskapizem, pa zdi se mi, da pač ta neka pot, ki jo v bistvu predelajo junaki, no, ta meni so liki, pa njihov razvoj naredijo pač kjerokoli zgodbo, pa najraje imamo v bistvu tiste zgodbe, ki se ne jemljajo ful resno, tako da meni razni Brandoni Sandersoni ful ne ležijo, medtem ko recimo Lynch ali pa kaj tazga, ki so tako mečken nespodobni, no, to mi je ful bolj všeč. Super. Jaz moram reči, da tudi se bolj Sanja strinjam, da pač ja, razumem eskapizem, razumem to željo, potem ampak se mi tudi zdi, da predvsem mene zanimajo te paralele, ki so zmeraj, o čemer bomo v nadaljevanju govorili, se pravi paralele med našim svetom pa njihovim, kako neke elemente, ki jih pobere pač avtor ven in kako jih na novo razporedi in uvede zmaje, recimo, pa vse spremeni naenkrat. To se mi pač zelo blazno dopade, pač ta sprememba v svetu, zaradi katere ti lahko bolj neobvezno gledaš recimo Game of Thrones, ampak notri so resne spletke, pač resna zgodovinska dejstva, pač Martin je celo tako naredil, da deluje zelo realistično. To in pa zemljevidi. Pač mene kupijo zemljevidi. Jaz, če knjigo odprem, pa je not zemljevid, to je nekaj najboljšega. No. Še pri kriminalkah imam ful rada zemljevid, ker polko človek reče, sem šel po uni ulici in ti greš gledat, ona ulica, ok. In je to pač nekaj, kar je meni zelo, žal sem mislil sem danes prinesti pokazati svoje zemljevide, ampak jih z bratom mlajšim nismo našla, nekje doma so, jaz sem tako iz sestavljanje pač iz strganih sredini teh strani, je tako iz 4, je eno gromozanski zemljevid pač nekega fantasy landa, po katerem smo mi potovali, ko smo bili otroci. Pa da ne bom zdaj preveč nostalgičen, ampak kam zašel, bomo seveda šli v definicijo žanra. Jaz bi mogoče na tej točki, kaj je tebe pozval, ki si to super napisala, namreč sej tisti, ki nas poslušate, veste, naši scenariji niso ponavadi neke podobe, podrobni, gotovo niso, 8 strani, kot jih imamo danes, ampak kar nekaj teh strani je Kaja danes zapolnila, ker se je očitno bala, da bo kaj pozabila. Tako da Kaja, mogoče ti lahko se lotiš tega, pa poveš, kaj se tebi zdi neka definicija, kaj se tebi zdi, da definira ta žanr, no? Pa mogoče, da se osredotočimo, zdaj seveda govorimo najprej o epski fantaziji, o tem osrednjem žanru fantazije, ker znotraj tega seveda lahko malo variramo. No? Ok, se pravi, epska fantazija, ok. Spravi, gre za zgodbe, ki so postavljene v nek sekundarni svet, v katerem veljajo določena pravila. Ta svet ima svoje mite o nastanku, ponavadi ima svojo floro in fauno, ima svoje kulture, svoje ljudstva, svoje jezike. Zdaj odvisno pač od samega pisatelja, koliko resno se spušča potem, koliko globoko, koliko cajta žveči svoje delo. In v bistvu to je ena stvar, o kateri je Tolkien govoril v enem od svojih esejev, no, je v bistvu, da ko
ti kot bralec se spuščaš v eno tako delo, v bistvu ne smeš nikoli podvomiti o obstoju tega sekundarnega sveta. Zaradi tega pač so razne Alice v čudežni deželi in podobno, kjer pač v bistvu gre za sanski svet, v katerem Alica doživi svojo zgodbo, nekako so na meji, ne vem, jih bi dejansko šteli med fantazijske ali ne. Zdaj, ponavadi gre tudi, to je tisto, kar sem si jaz zapisovala, da večina vsaj klasičnih fantazijskih del v bistvu sledi neki tej tridelni strukturi, kjer je v bistvu na začetku junak, pač protagonist, junakinja, pahnen pač iz svojih udobnih okoliščin prek nekega sprožilca v zgodbo in potem se pravi sooča z raznimi problemi in na koncu doživi en tak osebnostno preobrazbo, se pravi zraste kot oseba in se spopada z nekimi antagonisti, se pravi zunanjimi zlobnimi silami, kakorkoli, in potem na koncu se vrne nazaj v svoje življenje obogaten za te izkušnje. Se pravi, primer tega je, Frodo Baggins podeduje čudežni prsten od svojega strica, ampak to ni nič tazga, dokler mu pač, se pravi, Gandalf ne pove, da to je pa zdaj ena zlobna stvar in da on pa mora iti. In pač je v bistvu pahnen v to in potem beži. In v bistvu, se res, ni res. In smo v tretji knjigi, pri koncu. Ne, hotel sem reči, da je ključen trenutek v vsaki zgodbi, junakovi zgodbi, je, ko se on odloči, da bo sodeloval v tej zgodbi, se pravi, ko Frodo reče, jaz bom nesel ta prsten v Mordor, oziroma ko Harry reče, ok, grem na Bradavičarko in tako naprej. Skratka, Ja, definitivno ne sme dvomiti. Če bi Harry Potter prišel ven, Harry Potterland, kakorkoli to imenujemo, pa bi pač rekel, kaj se tle dogaja, kaj ti delaš, čaraš, pa ne seri, kdo čara, kaj je blazen si. Seveda ne bi šlo za isto zgodbo. Super, hvala, super si povzela, zdaj se skratka odpiram panel za vse ostale, da še kaj dodate. Jaz bi mogoče tle začetek povedal to, da o tem smo govorili že, ko smo delali sodobne pravljice. Meni je pač zelo dobra teorija pač iz Alenke Golevšček, ki govori o pravljicah sicer, ampak te stvari veljajo tudi za fantazijo. Skratka, ona opaža nekako štiri standardne elemente, ki jih ima pravljica in fantazija. To, kar si ti omenila, recimo izročenost, glavni junak je vedno potisnjen v neki, skratka, on včasih celo noče, ni vedno od začetka, pač noče, pa ok, dejmo. In pač pade v vesta šit. Potem ima to selstvo, to je pač v pravljicah zelo pogosto in pač tudi v fantaziju, junak mora vedno potovati. Zdaj, seveda to je čisto logično, ker če hoče avtor opisati svet, v katerem se stvar dogaja, pač hoče čim več lokacij menjati in pol mora pač ta človek potovati. Drugače bi bilo pač res brez veze, da bi mi brali pač, kaj se v Hobbitonu dogaja cel cajt, ali pa poslušali, ne vem, prek interneta, tweetali bi oni, kaj se pač, ne vem, v Mordoru dogaja. Študirali, kaj Daisy toči danes. Ja, recimo. Mi se tukaj strinjava, da bi lahko tudi s tem živele. Potem ena taka je sicer zajedalstvo, to je malo tako, ona pač pravi, da vsi ti junaki noben noče delati, oziroma noben od teh junakov ne dela, pač zdaj Frodo ne ostane in pač ne odpre, ne vem, pizzerije v Hobbitu, ampak pač raje gre nekam in pač zasluži tako, ima pustolovščine in tako in živi v resnici od dela drugega. Saj ni on skoval prstana, saj ni on izumil nič, on sam pač dobi tist, v resnici je velik kapitalist, ki je pač podedoval nekaj in pač to zdaj oddaja drugim. No, vseeno vloži veliko dela v to. Ja, res, bežanje pa res. In pa milenarizem, to je tudi ena taka zelo podobna, skratka, zmeraj je ta svet pod nekimi prerogbami. In zelo ponovadi so ciklične. To o tem bomo mogoče več pribilo v tam, če bo mi to hotel kaj povedati o tem, drugače pač ne. Skratka, zmeraj gre za to, da je neka prerogba, da se je zdaj neka ta doba, v kateri živijo, je pač bodi si slaba doba ali pa slaba doba prihaja. Skratka, gre vedno za to neko ciklično premagovanje. Sej, meni je bilo recimo pri Tolkienu vedno super, pa pri Gospodarju prsten, da ko ga prebereš, potem pa greš brati Silmarilliona in si tako, sej ta Sauron je bil kar nek služabnik enega še večjega modela in to mi je bilo pač vedno tako super. Ampak po drugi strani pa ti pove, da je že bil eden zloben, pa ga nekdo premagal, pa spet gremo v ta cikl in
ne vem, kdo je zdaj zloben po Lord of the Rings. Mogoče bo kdaj delal nadaljevanja. Ja, Aragorn, ki ful obdavči. Industrializacija. Kaj? Industrializacija. Aha, mogoče je bilo tako, da prihaja v Hobbiton, pride Twitter. Parni stroj. Twitter na parnem stroju. Dajmo se strinjati, da rabijo Twitter, da izumrejo. To, mislim, da je to nekako ta logika, to sem hotel povedati. No? No, mislim, glej, Instagram bi bil dost bolj za vse te šote stopal pri hobitih. Seksi. V bistvu bi peeling ubil. Oh, shit. To. No, skratka, še bo kdo kaj dodal k temu, še kakšne teorije, kaj še je pri fantaziji tako pomembno, no? Da ne bom sam jaz govoril zdaj. Sanja, daj ti. Ja. Magic, jaz bi kar tako rekel magic. Magic. Pri večini mojih pikov je magic full. Mislim, ja, absolutno. Sploh pač v fantazijski literaturi je čarovnija eden od ključnih elementov, pa ne samo to, ampak to je tudi ta nek razlika med visoko pa nizko fantazijsko literaturo konc koncev, kjer v bistvu imamo pri visoki fantazijski literaturi svet, kjer je čarovnija del obstoja, medtem ko pri nizki, mali, low, fantazijski, kako to prevedeš? Low, Ja, nizki. Da je manj pomembna, sem pač low je. Ja. Tako da ja, se gre pa v bistvu za nek svet, ki je v bistvu nekako naš svet, v katerega udrejo ti elementi. Tako da v resnici je pa tako, da pri teh žanrih, jaz, ko sem se pač do te stvari poglabljala, to se sam tok prekriva, da lahko vsaki stvari, ki pač vam prevlečaš iz čarovniškega klobuka, nalimaš tako 1-5 labelov in vsi držijo. Je pa res, da recimo, ne vem, ogromno ljudi mal štrene meša grozljivkam, pa gotiki, pa fantaziji in tukaj v bistvu sem jaz takrat eno stvar postavila, oziroma to je več moje mnenje, kaj je ključna razlika dobesedno v agency likov. Se pravi, gotika so pasivni liki, horror so mrtvi liki. In pač fantazije so liki, ki na koncu premagajo zlo. Tako da tudi mogoče prek tega, ker vem, da recimo ti si prej omenil Castle of Otranto, ki je v resnici gotika, tako na hard pasivna. Ja. Ogromna čelada pade na enega strica, to se spomnim. Vse to je tudi na naslovki, no? Ja. Pa ga ubije pač in pol. Pol so bolj manj neki vitezi sem pa tja, dokler na koncu spet se ne pojavi neki nadnaravnega. No? Ki spet nekomu pač pade na glavo. Ja, točno. Basically, gotika. Ja. To pa Edgar Allan Poe. Tako da, ja, v bistvu, ne vem, Igor? Ne vem, mislim, meni se zdijo pač ključni elementi to nadnaravno pa zelo bogat svet. Zdaj horror tudi lahko ima in tudi sci-fi lahko ima toliko bogat svet, ampak se mi zdi, da pri fantasyju je načeloma dost bolj pozitiven. Kar bi me pa zanimalo, pa to je to nekaj, kar si ti omenjala, kje bi približno bila nek meja med dark fantasy pa da je že to horror? V koncu. Pač dobesedno v koncu. Če dark fantasy je sam po sebi, vi ste to kot mrakobna prevedali, jaz sem to takrat kot temačna prevedla, lahko je tudi mračna. So v bistvu neki res dark horrori elementi, ampak na koncu se vse v bistvu razvije v pozitivno smer za lik. Pač tudi če so, ne vem, če še 30 nadaljevanj, vedno je nekako nek tak mal bolj pozitiven zaključek. Medtem, ko pri hororju ponovadi ni zmage za pač v bistvu glavne igralke in igralce v pač zgodbi. Pa mogoče še to, da v bistvu sploh dark fantasy se mi zdi, da od vseh teh žanrov ena taka najbolj, ne bom rekla sama sebi namen, ampak tako mal izpolnjuje neke take bolj temne nagibe pri ljudeh in izpolnjuje neke take, ne vem, bolj želje, mogoče včasih, oziroma se nekako človek da v neko varno okolje, iz katerega ve, da bo prišel in mal testira svoje meje. Medtem, ko pač, ko je horror, je pa pač dejstvo, da skoraj si lahko pripravljen, da te bo na koncu neki povozil. Tako da, ja, to.
Tudi pač horor nikoli ni to. Mislim, pri dark fantasy, pri mrakobni fantaziji, da uporabljamo slovensko, je seveda zmeraj tudi ta nek level tega konstruiranega sekundarnega sveta, ki ga pri grozljivki ponavadi ni. No. Zdaj sicer bi lahko rekli, da Godzilla v jedru, zemeljskem središču, da je tisti nek sekundarni fantazijski svet, ampak je še vedno v zemeljskem središču, jasno veš, kje je. Te izgubljene pokrajine, to več nekako ne spada čisto v fantazijo, ne? Čeprav bi lahko tudi za katere trdili. Ne? Kaj pa New Weird? Se boš ti spraševal naš gost, Tanja, kaj pa Dow Jones, a gre gor? Čakaj, mogoče bom pa doktorat o tem napisala. Ne. Kaj da pa New Weird? I don't know. New Weird, ne vem, od Hellraiserja recimo do... On razložil. No mansplain. Ne, mislim, tale baglas tega, kaj je že, China Mieville, angliški pisatelj. Je zelo bogat svet, ampak v bistvu je fantazijski, ampak vse je zelo fucking weird in creepy in disturbing. Magic realism gone wrong. Ja, ne, imaš tudi različna bitja in potem pač tudi ljudi, ki proučujejo njihovo strukturo in vse, ampak glavnem, ja, fantazijski svet je, ampak je pač ni cute, niti malo. Mislim, jaz bi rekel temu dejansko bolj moderna gotika pol. Skor do neke mere, no, tako malo se tja v to smer nekako nagiba. Sploh, če v bistvu imaš to neko pasivnost, pa ta nek mazohizem prihoden, po moje. Ne? Bom začela brati čajno. Obljubam. Ne, mislim, kaj pa ti misliš, Igor? Ne vem, dost New Weird, da se mi zdi zelo fantasy adjacent, sploh tale baglas, pa en kup stvari, tudi Gaimanove so tu nekje, ampak ja, no, mislim, danes mislim, da so ti žanri dost bolj pomešani, kot so bili včasih. Ne? Ja, to pa absolutno. Tem, da Gaiman po moje se večinoma kar sprehaja po mrakobni fantaziji. Tako da ogromno njegovega pač opusa je tako kar firmly v tem področju. Pa se to je tudi zelo logično. Ne? Se najprej imaš ti pač kup teh nekih romanov, potem pa pride eden, ali pa dva ali pa trije, ki res zakoliče žanr, in potem imaš kup posnemovalcev, ki ga res še dodatno pač potrdijo, da je to zdaj žanr, potem pa se že začne zelo, ne, že kako hitro imaš ti parodijo žanra, kar je že prečet od 80-ih naprej, ne, takrat je že žanr počas pravijo, da umira, ne, oziroma da je doživel svoj vrhunec, ko že imaš ti, zato ker za parodijo žanra ti moraš vedeti, kaj je ta žanr zelo dobro, ker če se ti meta norčuješ iz žanra, pač ne boš ti razumel, če ne razumeš, pač kaj je poanta tega žanra. Ne? Tako da to mogoče je ravno pri fantaziji to zanimivo, ker je še lepo prečetu se v resnici še bolj začelo, ne? Ampak to pa je zdaj že bolj povezano s filmi, s tem, kako pač pride nek žanr v glavni tok, oziroma mainstream, za tiste, ki ne veste, kaj hočem reči z glavnim tokom. Sanja je drugače omenila boj med dobrim in zlim, a je to? Jaz mislim, da je tudi to zelo pogosta poteza fantazije. Ja, ampak to je kar tako zelo splošno, ali ni? Mislim, vse neke te epogilgameš. Ne, mislim, to ampak za fantazijo, za fantasy je vedno pač gre za boj dobrega proti zlu. Mislim, vedno. Zdaj pri Martinu so sive cone, kao, ne? Ampak še vedno imaš White Walkerje, ki so vsaj v seriji zlobni, bog ve zakaj. In kaj pa, če bi nekaj drugega predlagal, naprimer, da kao klasična epska fantazija, ne? Jordan deloma pa predvsem Tolkien imata to klasiko, dobro, zlo, good guys, bad guys, nisi vine, to je to. Medtem ko pa moderna fantazija, Game of Thrones, pa Sanderson malo, pa tako naprej, tu pa imaš že ful te sivine, kao da mogoče to je ena razlika, ker sem z mojim bratom, ki je tudi, mislim, da je on diplomiral na anglistiki z Beowulfom pa Lordom, pa malo Wheel of Time. Ja, mislim, da pozval sem. Skratka, ko sem tu z njim imel te debate, okay, kdaj se začne ta ločnica, kaj je ta ločnica, ker to se ful pogosto uporablja, klasični fantasy, pa modern fantasy, pa, ampak noben nima tako zelo enoznačnega odgovora, ki bi bil tak za en tweet primerno.
Kaj ti si hotela nekaj? Ja, mogoče takrat, ko pisatelj neha uporabljati pač neke te, recimo tako, kot ima Tolkien, so vsi orki zlobni. Zakaj? Kar tako. Taki so se rodili. Ja, in pač v bistvu imaš podoben način imaš pri pravljicah. Zakaj je mačeha zlobna? Zakaj odvleče Janka pamet? Ne vem. Pač, ko se začnejo spraševati o motivih mogoče zlobnežev, ko daš antagonistu backstory in ga narediš, zaradi tega, ker so ga mučili v otroštvu. Zaradi tega, ker so mu ubili ženo in ne vem koga še vse in zdaj se maščuje nad vsemi. Mislim, kar je sicer tako lame, ampak pač, da ima neko zgodovino za sabo, zaradi katere lahko mečken sočustvuješ z njima. Zaradi tega, ker z najboljšimi antijunaki se mečken hočeš navijati tudi za nje. Pač, zaradi tega potem tudi junak ni vedno čist zlat, ni vedno, ko nehajo biti vsi liki tok kartonasti in ratajo mečkem bolj trodimenzionalni. Ja. Sej tukaj je največji fail Biblije kot fantasy teksta. Ker imaš zgodbo o Jobu, ki bi bila lahko odlična pač villain origin story, ampak ne, on še kar verjame v Boga na koncu in ne. To sem jaz hotel samo reči, da pač meni tudi Sauron kompleksen lik. On mu je ukradel zlatnino, presneti tatinski hobit. Ne? Ni bil on kar tako zloben brez veze. Ukradli so mu. Ja, on je v bistvu zaposlen v Tiffany's. On hoče sem nekaj nazaj. Eno mehno stvar. Mislim, nič tako hudega. No? Tudi, če pri tem požge svet, da jo dobi. Ampak Draž bi pa rekla, da definitivno linija je in v bistvu malo poglabljanju zlikovcev in pri dejstvu, da se tudi premaknemo res bolj proti antiherojem kot junakom in junakinjam teh zgodb. Tako da sploh pri moderni fantaziji se mi zdi, tudi ne vem, pa že, ko gremo v stripe in tako naprej, pač hočeš neko človečnost na obeh straneh. Tako da noben ni perfekten, pa noben tudi ni perfektno zloben. Pa še ena stvar je mogoče posebej pri epski, pri visoki fantaziji zdaj, je, da je ta svet zdaj seveda, ker je kopiran Tolkiena, pa mislim kopiran, ker je to ena zelo pač pomembna, je zelo pogosto nekako v času srednjega veka, bomo temu rekli. Ne? Skratka, vedno imamo kraljice, kralje, z meči se bojujejo, ne? Zelo redko je, da imaš zdaj ti srednji svet, pač da imaš nek ta izdelan svet, v katerem že imajo avtomobile, pa so še vedno zmaji, pa ne vem kaj. Ne? Tudi to. Prosim? Pa Twitter, ja, ok, hvala, zdaj že duhoviči publika, zelo lepo. Kmalu bo nagradna igra, ko boste videli. Mislim, da je to pač tudi ena taka pač zelo pomembna, no, tako, kjer tudi recimo pri urbani fantaziji, o kateri bomo tudi govorili, se pa to spremeni, ne, naenkrat nimaš tega. Ne. Tudi zelo meje so tudi zelo različne, bi jaz rekel, pri tem, a je stvar, kako ločen je ta konstruiran svet. Načeloma bi moral biti za fantazijo povsem ločen od našega. Zdaj recimo vemo, da za Harryja Potterja ni tako. Ne? Ta svet nekako soobstaja z našim, čeprav po drugi strani v resnici so efekti unga sveta na našega, samo obstajajo, nazaj pa skoraj da ni. Mugglesi nič ne naredijo tam, obratno pa se dogaja. Ne? Tako da na nek način se sta ločena sveta. Tako da tudi tu je nekaj, recimo ena je za portali so zelo pomembni, mogoče bo Kaja o tem kaj več povedala. Ja, portal, mislim, jaz ne vem, nisem našla boljšega prevoda kot portalna fantazija. Vratna fantazija. Ne, portal je čisto v redu. Ja, skratka, to je tipičen primer so zgodbe iz Narnije, ne, se pravi, kjer liki se po nekem čudnem slučaju znajdejo v drugem svetu, se pravi, grejo skozi omaro oziroma pri Alici recimo pač zaspi in pade skozi zajčjo luknjo. In tam se v bistvu celotna zgodba se potem odvije v fantazijskem svetu in potem se vrnejo nazaj, ponavadi
nespremenjeni, se pravi, tam v tistem drugem svetu lahko mine precej več časa, tako kot si ti rekel, prej za tisti roman starejši. In potem se pravi, ko se vrnejo nazaj, so pa skoraj nespremenjeni, so skoraj takšni, kot so bili. Drugi sploh ne vejo, da je ta čas minil. Oni sicer še zmer zase obdržijo te izkušnje, ki so jih doživeli, ampak ni pa čisto jasno, a se je res to zgodilo ali se ni. Ja. In to je ta problem, ne, pač, a je to potem fantazija v pravem smislu besede ali ni. No, tako da, ja. Ja, ker pač to, tako kot si rekla, pač ti liki morajo verjeti v to. Ne? Tako da je zdaj vprašanje, če sicer oni znarljen se še 6-krat vrnejo. Ja, ampak potem v bistvu Susan pa, kaj že ta starejši brat? Peter, ja. Ona dva v bistvu potem nista več sposobna, v kasnejših knjigah nista več sposobna priti v Narnijo, ker ne verjameta več. Ne? Samo še Lucy pa Edmund lahko gresta zaradi tega, ker pač še vedno verjameta. Ne? Una dva sta pa, mislim, da je prav tako ena taka, Susan se začne šminkati in hoditi ven in potem reče, da je to vse skup neumno in potem ne more več vstopiti. Ja, šminka. Pač malo razuzdana postane in več ne more v nedolžni svet Narnije. Vse prav, jaz se tudi ne bi spustil. No. Šminko ne. Odklen svet odraslih, ali kako to? Ja. Aha, okay. Včasih ja. Skratka, to, kaj smo še, o magiji smo govorili, ne mi te omenimo magijo, pač magija je tudi zelo pomemben del in pa imamo seveda zelo totalno nedefinirane, pač Gandalf zmore marsikaj. Soft magic. Ja, marsikaj, tako, do seveda fantastičnih pripovedi, kjer pa je zelo natančno definirano, celo včasih kaj kdo lahko, pa ne more, pa lahko. No? Hard magic. Hvala za podnapis, a boš še kaj povedal o tem slučajno? Bom predal besedo, ampak ja, jaz spremljam ta dva sistema. Zelo lepo od tebe, da spremljaš za nas, a budno. Šala. Ni fora, razlika med njima dvema je torej, koliko je definiralo, koliko je kaj možno, koliko nekdo zdaj zriti ven potegne, da se nekaj uresniči. Recimo, Lord ima ta soft foro, medtem ko Wheel of Time ima oba noter. Eno je kot lahko v seriji vidite trenutno uporaba tega One Powerja, kjer je vse jasno definirano, da se pletejo tele nitke in moči in 5 elementov in bla bla bla. Pol imaš pa še drugi, ki ga ne bom spoilal, če kdo ni bral tukaj ali oziroma čaka na serijo. Predvsem pa Sanderson, ki je pa v Mistborn trilogiji šel pa hardcore, on je pa natančno opisal Allomancy, to je magija upravljanja z kovinami. Sem se pravilno izrazil? Ja, rodninami, kovinami. Okay. Skratka, kako nekaj vpliva in točno lahko predvidiš, kako se lahko lik odzove na nek problem z svojimi sposobnostmi ali nasprotnik, antagonist odzove na ta dotični problem in je čist nek drug level branja ali pa reševanja nekih problemov, zagonetk, drame in tako naprej. Ne bom rekel, da je en boljši od drugega, ker en je mogoče malo bolj karakterno naravnan, drugi pa mogoče malo bolj v smislu world buildinga. Zdaj, moja preferenca je world building, bolj tako se bolj nagibam k temu, no? Ker pač ne vem, tako kot bi soft magic je meni malo bolj me spominja na ne vem, kakšne Jedi ali pa anime, kjer če boš full bolj kričal, boš imel Super Saiyan level 4, pa boš zdaj ne vem vse premagal. Kako priješ do tistega? Ne vem, zato ker pač soft magic. Ne? V Grisha verziji tudi Vranje šesterica in Shadow and Bone tudi dost natančno določeno, kaj lahko kdo dela, čeprav tam temu sploh ne rečejo, da je magija, ampak da nekateri ljudje pač znajo to, ker so, ne vem, force sensitive. Ja. Force sensitive. The best. Meni gre vedno na živce, kadar magija nima nobenih posledic. Se pravi, kadar ni opredeljen, kaj se zgodi, če jo preveč uporabljaš, kje so tvoje meje. Recimo pač pri Harryju Potterju pač to, ker imaš palco, zmoraš vse, ni tako, da si izčrpaš, kolikor lahko expelliarmus rečeš. Ne? Pač, vedno je tam, vedno je na voljo. Mogoče, če si ti usta ful usušil. Ne vem, ne pride do tega momenta, če si ti palca zlom, to je se pravi tvoj nek channel, ne vem. Ampak pač fajn mi je, kadar je ta raba magije povezana, ne vem, ali z izčrpanostjo ali z nekim, ne vem, norostjo ali s čimorkoli pač zaradi tega, da ker če si kar vse mogočen, je tako, Se tudi lahko rešiš potem nek problem ali pa nasprotnika, če tako se neko ful bolj kričiš ali pa se trudiš pa švicaš. Je tako malo, meni je cop-out tole. No. Ok, mogoče na tej točki
Začnemo s prvo nagradno igro. Zdaj, dragi poslušalci, ki tole poslušate v torek, zelo mi je žal, ampak nič vam ne morem dati, nič vam ne morem pomagati. In če veste pravilni odgovor... Vsem damo naše glase. Če veste pravilni odgovor, boste pač zavedno umrli s tem vedenjem, da ste ga vedeli. Prvo vprašanje je, ker smo danes seveda, ker bomo začeli s Tolkienom, kot se spodobi, je naše prvo vprašanje, ki mogoče ni najtežje na svetu, ampak bo ločilo tiste, ki ste gledali film, od tistih, ki ste prebrali tudi knjigo. In sicer je naše prvo vprašanje, seveda bo nagrada Hobbit, knjiga Hobbit. Prvo vprašanje je seveda, kako je ime ženi Toma Bobadila. Ima ženo, ima? Ima ženo, ja. Zelo lepe lase ima. Najprej od tega, da ni žene, do tega, da ima potok pod nogami. Lepo znamo svoje detajle forsirati. No, če je to najlažje vprašanje, potem super. Se pravi, en Hobbit bo eden od nas vzel Hobbita, lepo? Tako, še en namig vam dam, tako pesem je o njej celo na neki točki. Tako je, ja. Tako. Zdaj, če ne veste, v angleščini sprejema tudi slovensko, ker smo se strinjali, da prevod čakamo, da bo sneti naredil boljšega. No? Ja. Se pravi, noben ne ve. Jaz si tudi ne bi prislužila. Ja. Bi si Sanja ti? Seveda bi si, če si še dala namig, vale, da veš. Mislim, ok, zdaj preverjam, čakaj, a res veš? Povej pravilno odgovor, da slišim. Dejansko, če si iskreno slovenskega, ne. Aha, ok, ja. Slovenskega ne. Ja. Angleški pa je? Probam se spomniti slovenskega, neki jaz, rečno. Ne. Ojoj. Skratka, kaj je pa angleški? Super namig si jim dala. Ampak dejansko, prej sem si še tako v glavi malo recitirala, zdaj pa tako, Jaz sem v glavi Princess Buttercup, ampak to je zelo. Princess Buttercup. To je princesa nevesta. beautiful. Kaj je to? Princess Bride. Princess Bride. Ja. Okay. Presenečen sem. Mito, boš povedal. Če si ti zapomnil. Angleško mislim, da je Zlatolaska. Slovenska je Zlatolaska, angleško je pa Goldberry. Goldberry, ja, tako. Tako da, žal, nihče si ni prislužil. Hobita, če vi doma veste, vam je zdaj lahko žal, ker niste tle, ker bi dobili Hobita. Ja. Zdaj pa zato, ker nismo podelili Hobita, bomo vseeno poskušali podeliti Hobita in bomo imeli drugo vprašanje. A drugo vprašanje je še vedno za Hobita. In sicer jaz vam povem ene številke in te številke so 202, 105 in 90. To so točke, ki so jih Harry, Ron in Hermione priborili Gryffindoru. Vi morate zdaj razvrstiti pravilni red. Skratka, kdo je osvojil za Gryffindor 202 točki, kdo 105, kdo pa 90. Iščemo pravilni vrstni red. Kdo se bo ojunačil? A pa v kateri knjigi? Vseh, to je za vse knjige šteje. Se pravi, vseh, koliko je knjig, 8 ali koliko že je zbir pozabil. 7. Ker je filmov več, ja, okay. Skratka, 7 knjig. Skratka, kdo je priboril največ? Ron Ziher, ne. Skratka, imamo nekdo, Urška, ti si poskušala. Harry, kaj bi rekli, kdo je drug? Hermione, kdo pa tretji? Ron, ker edino ostane. Odgovor ni pravilen, ne. Hermione največ. Ja, jaz mislim, da Prosim? tako skozi dobila pomal. Hermiona prva, kdo je drugi? Harry, tretji? Ne, ni pravilno odgovor. Tako, Harry je ful zgubil. Ja, nekdo se je spomnil, da so dobivali minus točke. Bravo, Sanja. Skratka, še kdo bo poskusil, zdaj 2 odgovore že vemo, da sta absolutno napačna. Harry je zadnji, kdo je drugi? Kdo ne slišim? Hermione? Kdo je pa prvi? Tako, to je pravilno odgovor. Namreč tako je, Harry je sicer osvojil 350 točk, ampak je dobil tudi 260 točk minusa. Tako da je samo 90 točk osvojil, Hermione jih je 210, 105 jih je zgubila,
Ron pa 310 in jih je izgubil samo 108 in 1/3, se mi zdi, tako da jih je dobo 200, kaj 1 pa 3/4. Skratka, to je to in Hobbit gre gospodu tamle, čak, jaz moram zdaj spustiti mikrofon. Drugače v lifeu se ful splača biti pasiven, ali kaj? Ja. Ali pa Ginger, vidim, da delaš na tem. To. Ok, super, prvo knjigo smo podelili, jaz sem zadovoljen, upam, da vi tudi, verjamem, da ful. 2 vprašanji smo podelili, vprašali. Mogli se še kakšno vprašanje spomniti, mes? Samo ni. Ne, pa še 2 prideta, ki sta težji. Skratka, nadaljujemo, kje smo zdaj ostali, zdaj se skušam malo spomniti, kaj smo govorili. Magiji. Nekaj še meni je bilo zelo zanimivo, ker mislim, da tudi Kaja, ti si napisala ene arhetipe oziroma stereotipe, ki se nahajajo, to sem iskal, hvala, nahajajo v fantaziji. Ja, to so se pravi arhetipi, konkretno sem se osredotočila na like, ki se pojavljajo v zgodbah fantazijskih zelo pogosto in jih v bistvu prepoznamo in si rečemo, aha, tako se bo ta zgodba odvila, takšen je ta lik, se pravi, to je recimo izbranec oziroma The Chosen One, ki je edini, Reeves, ja. ki je edini, ki lahko reši zaplet, a ne recimo Harry Potter. Potem modri mentor, je se pravi pač podporni lik, k protagonistu nudi neke nasvete in ga usmerja in tako naprej. Rodriguez v Highlanderu. Ja. Gandalf. Zlobni čarovnik, antagonist, ki je zloben kar tako, to smo že omenjali. Gargamel. Super, ja. Meniš čarovnik. Ja. Jaz sem dala še sidekicka. Aha, to pa nimamo prevoda, no? To pa bomo za dopolnitev pojmovnika. Luknja. Kako? Bočnik. To ni to govej bočnik za ugolaš. To je super, bočnik je, od zdaj naprej je sidekick bočnik. Evo. Super, hvala našemu fanu. Mi bomo to vzeli, tako da sorry, brez trademarka. Ja, bočnik, tako? Ja, bočnik, ki se pravi spet en podporni lik, ki spremlja protagonista, se pravi Robin od Batmana, Ron Weasley, Samwise Gamgee, Jean Tannen iz Loka Lamore in tako naprej. In zdaj sicer to so lahko jih gledamo na nje kot na stereotipe, a ne zdaj pravi nekaj, kar vsi uporabljajo. Lahko pa pač jih vidimo kot nekaj, kar je tista dobra stvar, ki jo prepoznamo v zgodbi in ki jo potem dober avtor v bistvu obrne na tak dober način in pač boljši kot je avtor, bolj se lahko v bistvu poigrava s temi arhetipi in jih obrača na glavo in nam da neke nove variacije tega. Tako da nas v bistvu na en način prepoznaš to in se počutiš, da ok, zdaj mi je udobno, pa te pa preseneti in to je tisto, kar je v bistvu najboljše. Pa tukaj v bistvu bi jaz še mogoče samo en koncept dodala, ker se mi zdi, da se tudi ful lepo upenja v fantazijo in ga je v bistvu ubesedil oziroma poimenoval Tolkien in to je eucatastrophe, ker pač recimo določene žanre, ki bereš in je kar naenkrat katastrofa, on je pa eucatastrophe uporabil za pač dogodek, ki se kar naenkrat stvari na boljšo obrnejo, se pravi pridejo orli. In pač tako da to v bistvu je tudi neke vrste ta preobrat proti zmagi, proti dobremu koncu je tudi, mislim, da zelo pomembno. Ja. Tako za fantazijo kot za Rokija. Jaz mislim, da to absolutno mora Roki najprej dobiti batine, potem pa zadnje 3 udarce, pa on zmaga. Pa pridajo orli. Tako. Ja, super. To so tudi velike tega. No. Sicer mene včasih razburi bolj tako, to vem, da sem pa ne bom zdaj omenil, v katerem, ampak enem slovenskem, recimo fantaziji sem bral, tudi tako, zelo tako, fantaziji smo valjeni tega pretiravanja, pač ne vem, to je najbolj zloben, to je najbolj grozen kraj, ne vem kaj, ampak zelo se vidi, kadar avtor nima še naprej izdelanega sveta, ker tako najprej, to je najbolj grozen zmaj v tem deželi, potem zveš, da obstaja za enim drugim vogalom najbolj grozna una pošast v tej deželi, potem je že en tretji in to je pač tisto, kar mene res tok razjezi, ker mora znati, jaz mislim, da za fantazijo zelo dobro stopnjevati to. Ne? Da ja, pomočniki, recimo meni je super pri Tolkienu, spet vedno se vračamo k temu urtekstu, so nazguli, recimo. Ne? Ker ko vidiš nazgula, si rečeš, kakšen mora biti Sauron. Kakšen je Sauron, če so to njemu
podrejena bitja. Ne? In enako zdaj moram reči, da mi je Wheel of Time zelo všeč, so mi ti, kako sem že reče, Fates. Ne? Fate, ja. Eyeless. Eyeless, ja. Ja. Za zdaj. Ja. Hvala mi to, ker ne spojlaš, ampak skrivnostno namiguješ. Skratka, je še kdo kakšno opazil, še kakšen stereotip, še komu kaj take neživce. Ponavadi so tu čarobni predmeti, ne zelo pogosto prstani, neki meči nadnaravni ali pa kakšne take stvari, kriptoniti. Ja, ne morem za vse te high fantasy zadeve govoriti, ampak če se tu na Wheel of Time, ki obesim je, da v bistvu v tem world buildingu je zelo lepa pozornost, pa pretolkeno, seveda, pozornost na jezik pa na kulture, ki so zelo pomembne, da se to zgradi koherentno. Zdaj pa, kar še pa bolj pomembno je, da imaš več tega noter, ne? Torej med Rohanom, Gondorjem, pa Hobiti, razlike med njimi, ne zgolj v velikosti, pa kire konja uporabljajo, ampak tudi kakšna je pač osnovna kultura, ne? Osnovna, ne vem, feudalni sistem, whatever, ne bom še odglih do valut, ampak v Wheel of Time je tega malo morje, ne? Propadle kraljevine za svojimi sistemi, pa potem onkraj gorovja je v bistvu druga človeška rasa, ki ima čist drug kulturne običaje in tako naprej. Ne. To se mi zdi, da da eno lepo plastiko temu svetu. To je ta world building, ne, se meni zdi, ki se da res dobro izpeljati. Ali pa če imaš, kako naj temu rečem, na voljo toliko papirja, da res toliko špehov napehaš, pa napišeš toliko podrobnosti, da lahko to zaživi. Ne. Ja, super. Drugače, jaz sem se še spomnil, pač zelo pogosto tak stereotip, ki so ga seveda začeli pozneje v 90-ih, pa že pred Martinom problematizirati, je bil tudi to, ne, da če ste opazili, da zelo pogosto v fantazijskih teh svetovih dobro je z severa, zlo je z juga. Ne. To je zelo taka pogosto pač oni so vedno z nekih puščavskih, napol takih pokrajin, vedno jih ogenj nekako zaznamuje zmaji in tako naprej. Ne. Dobri so pa neki visoko rasli severnjaki in tako. Se to je že Martin totalno obrnil, ker pač imamo zdaj zelo prihaja absolutno severa, ne, čeprav tudi na jugu nekaj dosti boljš v resnici. Ampak ja, no, to se mi tudi zdi. To je precej nenavadno, glede na to, da je Tolkien bil Anglež, ker Angleži praviloma so mnenje, da so oni iz severa ta neumni, ta z juga pa so ta bolj brihtni, ne, pač London pa to. Ne. To je tudi res, ja. Samo oni tudi mislijo, da so cela Anglija v bistvu hobiti, tako da. Vprašanje z publike oziroma komentar. Še eno vprašanje za stereotip, recimo, kaj pa tekmec protagonistu, glavnemu liku, ne, se pravi nekdo, ki pač ima isti cilj oziroma hoče njegovo slavo, recimo zdaj pa Wheel of Time so 4 izbrani, ne vemo, kjer je glaven, Gollum, Kraven, hoče prstan, Frodo, ne, pač to se mi je tudi en tak stereotip. Aha, super, zelo zanimivo. Ja, vedno imamo nekoga, ki si želi približno isto, oziroma kar pogosto. Ne, se tudi nenazadnje v Harry Potterju imaš to vedno to dinamiko, ker bi Ron tudi rad bil slaven, recimo tako kot Harry. In... Draco Malfoy. Ja. Pa Zmagoslav Lefi. Hvala Igor za prevode danes. Ja, super, hvala, to se mi tudi zdi zanimivo. Ja, pri Wheel of Time ne vem, kako dolgo bojo se to šli, no, ampak... Mislim, da bo zdaj zelo hitro jasno, kdo je kaj. Ampak če bi Golluma tukaj, jaz bi Golluma malo drugače tukaj uporabil, ne. Niti ne kot tekmeca, ampak kot ono korupcijo, ki jo prstom povzroča, ne. Da je to tista slika, katere se Frodo boji. Ne, ja, kaj se mu lahko zgodi? Ja, to. Če ne bi imel Sama. Ja, ker bolj, če gremo na film, pa rečemo Minotaža ali pa knjigo, koliko v bistvu Gollum zavzema, zdaj res tu nekaj kao prostora tele zgodbe, ja, je pomemben vmes malo, pa na koncu ful, ampak tako bolj je pomembno za nas bralca, da vidimo, kako to uničuje, ne, medtem ko za Frodota je mogoče samo torej bočnik, ne? Definitivno njegov bočnik. Ja, ta slika je, mislim, da tisto bolj pomembna, ne? Ker tam pa vidimo lik ali pa stereotip doma. Ne? To, kar ta junak, ki je šel v svet na ta hero's journey, ne? Kaj on zapušča za sabo. Ne? To se mi zdi, da... tudi tako je. Super, bočnik, moj bočnik. Skratka,
Mogoče se zdaj preselimo, zdaj smo, mislim, da o visoki fantaziji dovolj, kar nekaj povedali, pa se bomo zihar še kaj spomnili in gremo počasi na podžanre, kar nekaj tudi podžanrov, če gremo na hiter skozi. Mi smo zaznamovali meč in sopranje, je en tak podžanr, se pravi sword and sorcery, temačna marakobna fantazija, urbana fantazija, na koncu nam boste pa Sanja in Kaja pojasnili, kaj hudiče je to paranormalna romanca. Ampak mogoče za začetek začnem tako, kaj pa je vaš najljubši podžanr? Skratka, če odčrtamo visoko fantazijo, kaj vi najrajš, kje ste najrajš, kaj najrajš berete? Gledate tudi, no. Sanja? Fanfiction. Fanfiction imaš ti res? Ne, v resnici ne. Jaz sem že mislil, da res nekdo, ki je to brat. Noč narobe s fanfictioni sem jih tudi pač prebrala, ker so včasih res tako noro napisani, da sploh ne moreš verjeti. Ampak jaz osebno ja pa ne, mislim, res ne sme biti high fantasy. Mislim, lahko je high fantasy, če ti druge niso tako, ampak... Mislim, najljubši mi je absolutno high fantasy, bi pa potem, ne vem, na drugo mesto mogoče dala dark fantasy. Okay. Ja, dark fantasy. To. Kaj je ti? Jaz bi rekla urbana fantazija in paranormalne romance. Okay. Vedno bolj vroče. Res moram zvedeti, kaj je za to. Ja. Mita? Ja, jaz moram vstrajati na high fantasy, ni druge. Sploh ni podžanra. Podžanra, ne vem. Lesser fantasy. ne vem. Sramežljiv. Mislim, moram priznati, da v mojem branju sem se zelo zamejil na high fantasy, torej 4 moji glavni so Mistborn, Wheel of Time, Lord of the Rings pa Book of Malazan. To so orang špehi. Vse ostalo mi je tako malo manj, pa me ne zanima. Ne vem zakaj, ne vem, sorry. Pa nič slabega od tistih pač, ampak... Mislim, meni je najljubši žanr horror, tako da če že berem fantasy, mi je pol tam dark bolj fajn. Ampak drugače nekako od sodobnih pa mi je tale Grishaverse najbolj potegnil not. No, to moram reči, da je ful zabavno napisano in zelo dober world building. Zdaj pa mislim, da bi ga nekako skoraj da v high fantasy lahko dal, ampak ima tudi te urbane elemente not z Ketterdamom in z borzami in tak dalje, ki načeloma ne sodijo v nek fantasy svet. Se navdihujejo mesta iz naših, ampak so pač v drugem svetu. Ja, samo že dejstvo, da protagonist kupuje delnice, se mi zdi tako zelo neznačilno za fantasy, ampak po drugi strani pa ravno to poživi zadevo, da ni gremo se boriti proti zmaju, ampak je gremo kupiti delnice od onega, ker vemo zdaj, da mu gre na boljši in da bo se njegov biznis boljš obrnil in to ne. Drugač pa jaz sem obljubila, da bom vrgla rokavico na sredo tega odra in rekla mi to tukaj pa science fantasy. Science fantasy, ja. Ker pač Star Trek stari. Ja, samo... Ja. George Lucas, na drugo stran, Aljoša, je sam rekel, da njegovo delo ni sci-fi, ampak da je v bistvu fantazija, ki je tudi space opera. I rest my case. Za Star Wars vsekakor. Star Trek... Veš, kaj Star Trek rešuje? Epizodičnost. Ker en fenomen, en znanstven fenomen, po večini, Sam imaš odmike, imaš odstopanja žanrska, pa prehode, pa tako naprej, ampak po večini je pa en fenomen, ki ga v bistvu lahko reši samo znanost, naprimer. Zelo tak na grobo v enem tweetu rečeno. Ali pa Q. Tiste je the Q problem. Q je vedno nek instigator, ki jih pritisne na njihovo humanost ali pa človeško. Vse to, zato jim sodijo, ne? On še vedno jim sodi, očitno v drugi sezoni, ampak po večini pa moram reči, da ni toliko fantasy, kot pa je science fiction. Sorry. Jaz tudi moram se postaviti v bran. Star Trek res ne bi videl kot fantasy, dočim Star Wars pa Dune tudi deloma, ampak je vseeno ne bi temu rekel science fantasy, ker mislim je
prej science fiction to, ali pa pač ima pa zelo elemente science. Mislim, meni je prav na primeru slovenščine drugače ful fascinantno, da smo v bistvu znanstvena fantastika prevedli to, kar bi moralo v bistvu biti znanstvena fikcija. Tako da v resnici mi v slovenščini namigujemo, da pač to je a thing. Ja, ali pa v slovenščini, ali pa Slovenci ne znamo razmišljati o utopijah ali pa distopijah na ta način, veš. Pa imamo s tem problem. Okay. Ta odgovor sprejemam. Ne, se tudi strinjam. Mislim, Star Wars absolutno so neke vrste, so fantazija. So čarovniki vesolja. Ja, ne bi pa jim jaz tudi ne rekel temu, ker nima to kaj do znanostjo. Jaz bi rekel, ne mogoče tehnološka. Pač neke tehnološke. Prikoli so z birokracijo. Ja, recimo pa, a veš, imajo pač meči so neki, ampak tudi pol, ker se poglobiš to, kako so izdelani ti meči, spet niso neka tehnologija, ampak so bolj nek nedefiniran magic, ja. Kristal mora biti not. Ja, ki ga tam neki skupaj sestavlja. Ja, sam kako, ja, to je vse tako bolj. Ja, jaz mislim, da bo kdo vseeno rekel meč in copranje, posebej mi starejši, ki smo odraščali s tem, odraščali smo s Conanom, odraščali smo pač z marsi katerim tem filmom Beastmaster. Ja, mislim, ne vem kaj. Ta žanr, mislim, da še čaka mogoče ena slava. Witcher, mislim, da čist pa še vzdolž te fore in ga čakam v slovenščini. Da mogoče bom tu malo večji fan rado, kot pa sem do zdaj. Ker zdaj v bistvu od Conana imam samo res Conana, no? Oziroma od Meča in copranja imam torej Conana, pa Korula sem pogledal, pa en ful dober špil Sword and Sorcery na Androidu, the best špil, priporočam. To je pa to, ker v bistvu tako, ja, res je. Highlander, I guess, da bi lahko tu not stlačil, čeprav je še vedno naš svet, ampak ja, mislim, da Highlander. Ja, in tudi Henry Cavill prihaja. He's coming. Ja. Ja, no, skratka, če gremo zdaj, ti podžani meč in copranje, seveda eden podžanov, kjer je v resnici sem bolj se osredotoča na individualnost, to je pač razlika med tem, da pač imamo tle individualnega junaka, ki neke svoje načrte izpolnjuje in ga v resnici ne briga toliko boj med dobrim in zlim, čeprav se v to rad umeša, tako kot se Conan pač, ne? Umeša pa pač pobija neke kače, ki hočejo jesti princese in tako naprej. Ampak načeloma, ja? Eno vprašanje imam. Zdaj, prej si omenil, in glih se na to navezuje, prej si omenil, da Beowulf ni fantasy. Kaj pa sodobne adaptacije Beowulfa, tudi filmi recimo? Ja, zdaj odvisno je, kako daleč grejo. Zdaj sem ga glih nekje videl tega z tem Lambertom, ne? Zelo slab. Ja, ta je nek steampunk Beowulf, nekaj takega, no, skratka. Ja, glej, sej sodobne, vse danes se da vse pač tako narediti, če se naredi v nekem konstruiranem svetu, na ta način je lahko, ne. Čeprav bi jaz tudi pri Beowulfu bolj rekel, da je Sword and Sorcery, ne, da je pač... Sej, pravim. Ja, da je bolj tako, pač je nek individualna naloga, ki jo ima nek junak in pač to, ko premaga, je to bolj manj to, ne. Zasluži neki, oziroma neki dobi, zraste kot človek in tako naprej. Pol pride še mama od Grendela tega. No, skratka, tako... Ne spoilat. Ja. To sem samo hotel reči, je pa to en kar star, jaz sem danes malo več bral, ne vem zakaj, zadnjič, ko smo Conana delali, nisem, ampak en najstarejših filmov je The Iron Crown, italijanski La Corona di Ferro iz leta 1941, velja za enega prvih filmov meča in copranja. Ne? Conan je pa z 80-ih, 82 spravi. Ja, pa se led, na ta način bi lahko šel tudi na Alibaba in 40 razbojnikov. He-Man, ja. Ja, seveda. Ok, in smo pri temačni mrakobni fantaziji. Kaj je tu razlika, kdo bo se tega lotil? Sanja, ker je diplomirala iz mračne, temačne, mrakobne. To sem v bistvu že malo prej povedala, ne, da to je v bistvu pač nek tak žanr, kjer se malo udejstvujejo te bolj temačne tendence človeštva v varnem okolju in z lepimi konci. To v bistvu je dark fantasy, pa pač v bistvu junaki imajo bolj aktiven pristop k temu, kot bi imeli v gotični oziroma v gotiki in tako naprej. Zdaj ne pa v bistvu subžanra temačne fantazije je v bistvu supernatural romance, ker pač to je v bistvu dark fantasy romance je isto kot supernatural romance, ker so v bistvu tudi pač nadnaravni elementi, nadnaravna bitja in tako naprej. Tako da v bistvu tle se mi dve srečava. Ja, tako. Ker pač ja, to je zelo zabavno in to je v bistvu prav en tak zanimiv žanr, ki ga zelo pišejo ženske za ženske. Tako da, ja.
Tako da je že nasploh, mislim, nasploh je malo več romance, ni tako, Ja. malo več je tega notorno, zdaj Wheel of Time je čisto moška fantazija, ker ima en tip 6 žensk, ampak tle pa je mogoče malo drugačno. Ja, mislim pač že tako na začetku, pred 10 leti, ko sem jaz dejansko pisala to diplomo, ne, pač je bil totalen predstavnik tega žanra True Blood, oziroma pač Southern Vampire Mysteries od Charlaine Harris, ki v bistvu, ja, vampiri, vokodlaki, you name it. In, dobro. Vile, takrat sem nehal gledati. Ful dober, ker v bistvu, če se bo slučajno kdo to lotil brati, please, tako ne končati serije. Zadnja knjiga je čisto življenje nad liki, ker so jo prisilili, da je napisala. Tako da. Nek tak ful izbruh sadizma je bil. Pač tako mogoče ni bil najbolj kosher. Ampak ja, ne, pač ona pa v bistvu zdaj so naredili serijo Discovery of Witches, ki je v bistvu temelji na All Souls trilogy, ki je tudi recimo v tem žanru, pa je tako zelo všečno branje. Ja. No, Meni osebno je bilo všečno branje, ker pač je tako branje, da se odklopiš. Kaj pa tudi vse te young adult zadeve, kjer je zmeraj ful pomembna romanca. Vampirski dnevniki. A res moramo Twilightu? Ne rabimo, tudi ne Twilight, lahko spet Grishaverse, ker že par minut nismo. Twilight ga je populariziral v zadnjih 10 letih in pač v bistvu so doživela, paranormalne romance so s tem doživele v bistvu nov razcvet, kjer pač vedno so se te vampiri pa vokodlaki tako po enih kotih plazili in pač noben si ni upal čist povedati, da to bere, skrival si tiste naslovnice z pač temi nagimi moškimi in tako naprej. Zdaj pa nekako je pač to spet tako kot za fantazijo, v bistvu postal mainstream in je to postal pač čist tako. Ja, pa v bistvu normalno. Tukaj v tem dark fantasy žanru oziroma v mrakobni fantaziji bi jaz v bistvu priporočila eno ful zanimivo knjigo, ki se tudi ukvarja z nadnaravnimi liki, pa ne bi rekla, da je glih romanca, ker pač so neki elementi, ampak v bistvu res ne, niso v fokusu. Ampak ta knjiga je tako blazno zanimiva, je knjiga Historian od Elizabeth Kostove. In jaz, ko sem jo začela brati, sem imela mal tak šok, ker se tako ne vem, že v prvih straneh sprehajamo po mestu, ki ga ona kliče Emona in potem gremo mal v Kostanjevico in v Navtočac. In sem bila tako, excuse me, what? In potem tako, ja, pač ker ženska dejansko odraščala z očetom, ki je ful potoval in sta tudi nekaj časa bila v Sloveniji, šla je nazaj in je napisala knjigo, ki je tako mal je tega nekega pač dejanskega ozadja in odraščanja njega, pa pač se v bistvu preves v totalno fantazijo in se gre v bistvu za nek čist svež pogled na zgodovino Drakule. In je tako sam nora knjiga, tako dobro napisana, pač res tako s celim bitjem priporočam. Ok, super. Pa to je samo ena, ni trilogija. Sam ena je, ne, Historian je ena sama knjiga, pač, je pa obsežna. Lepo. Ja. No, ker to sem tudi hotel reči, valjda tle smo pozabili meni, da en od stereotipov je tudi tako, da mora biti večina serije trilogije. Najmanj trilogije. Sej jaz sem nedolgo tega smo imeli en sestank, ker zdaj bo fantazija postaja nek nišna stvar mladinske knjige in skuša tle bolj razviti. In sem jaz pač mimogrede vrgel, pač, da zdaj pride ven serija Robert Jordan, pač Wheel of Time, in so tako prodajci, serija bo, ja, koliko je pa to knjig, koliko je pa to, 14, najkrajša, kaj, 780-50 strani. Good luck with that. Skratka to, no zdaj pa, če ste že odprli to, dajmo mogoče preskočiti urbano fantazijo, kaj je to paranormalna romanca, se pravi, to pomeni, da se morajo zaljubiti. Kadar je romanca, potem mora biti srečen konc. Absolutno. Brez tega ne gre. Če pač umre kdorkoli, če se razideta na koncu, je to lahko zgodba z romantičnim, ne vem, subplotom, kako se temu reče, skratka s podzgodbo. Če gre za žanr romance, absolutno mora biti na koncu srečen konec za junaka in junakinjo oziroma kakršnem koli razmerju pač so liki, zdaj pač se ne omejujemo. Se pravi, zdaj, če našteješ primere, potem spojlaš vse knjige. Ja, ampak v bistvu, ko se lotiš branja romance, veš, da bo srečen konec in je v bistvu to tisto,
tista varnost, ki jo pričakuješ in potem kako pa prideta do tja, je pa pač tista glavna zadeva. Ja, ki o si kateri se prepustiš. bere. Pač, Ja. Točno veš, kje je točka A, pa kje je točka Tudi če sta Ž, vmes sam pač- skoraj mrtva, tudi če se vmes 4-krat razideta, ti imaš zavedanje, da bo na koncu ok in da te avtorica ne bo izdala. In ja, to je to. To je, ja. Hashtag literatura za anksiozne. Anyway. Okay. Ja, ne, ti se smeješ, ampak je res. Ampak je res. Šteka. Ja, ne. To. Ja, skratka, in paranormalna romanca, jaz sem tle v svojih zapiskih napisala, da je sorodnica urbane fantazije, se pravi, gre ponavadi za svet, kakršnega mi poznamo, v katerem zraven živijo pač neka bitja, ponavadi, ki so zelo privlačna. Ja. V večini primerov gre za vampirje, vokodlake, čarovnice, to so najbolj popularni, potem imaš pa se pravi vse vrste teh shifterjev in se pravi dragon shifters, zmaji in tako naprej. Ja. Ljudje, ki se spreminjajo v zmaje. Absolutno. Če se lahko v Dejansko. volkove, zakaj se ne bi smelo Sorry, zmaja, sorry, Aljoša? Mislim. Zdaj nisem hotel Pač to je dvomiti. tako v to. plugin za Invisible Library od Genevieve Cognaman. Okay. V bistvu, ja. Meni je tako pač ful všeč, ker tudi ni ta nek moment tipične delitve spolov, ampak v bistvu so nekatere tudi zelo opolnomočene, feminizem je prisoten in zdrav in diha. Ampak ja, pač tako, pač ženska, ki dela v knjižnici in v bistvu kot knjižničarka v tej knjižnici prehaja svetove in tudi noter je en dragon shifter. The best. Ja, the best. Ja, to je zdaj tako, ne, pač romance veljajo za zelo nefeministične, zaradi tega, ker predstavljajo spravi to heteronormativnost in dejstvo, da je ženska lahko izpopolnjena samo v romantični zvezi, ampak pač to je mogoče bilo res o romancah iz, ne vem, 70-ih let 20. stoletja. Danes je pa to pač zelo močno razvit žanr, ki pač definitivno presega te meje, ki si jih pač predstavljaš, ko ti nekdo reče romanca. Ja, pa tako recimo neka serija Anita Blake. Ja. Anita Blake je tako perfekten primer tega, kar pač, ja. Poglejte si, preberite si. Ja. Ne, Nočeš spoilati, ampak ne smeš spoilati, ampak tako res je. Že vemo konc. Ja, to. Mislim, ampak kaj ga res veš? Lej, tudi Če ne veš začetka. Veš, da ona dva pridete skupaj, ampak ne veš, kako sta med tem zrasla. Mislim, da tudi romantične komedije lahko nehaš gledati, Mito, če veš vse. Tudi tam veš. Honestly, večino high fantasyja, ker vedno veš, da bo dobro premagala zlo. Tam smo. Tam, okay, no. Ja, The Chosen One bo The Chosen One bo moja najljubša avtorica tega žanra je Ilona Andrews, ki je v resnici pen name, psevdonim za moža in ženo, ki skupaj pišeta. Ona je Rusinja in on je bivši vojak in pač se pravi imajo tako, da ima ta ful dobre, ta fantasy, svet ima ta blazno dobro zgrajen in te akcijske scene so ful dobre z vsemi poimenovanji vseh pištol in vsega. Pa pač tako sam res konkretna romanca zraven in je čudovito. Ja. In priporočam. Bomo prebrali. Res je. In zdaj nam je v resnici ostala samo še urbana fantazija, ki je pa nekaj zelo podobnega, ne, temu, kar si ti kaj že zdaj povedala. Skratka, gre za neko sporednost obeh svetov. No? Ja. Mene gledaš. Ja. Okay, gre se pravi za svet, v katerem se zaradi nekega razloga, včasih je to recimo se dogaja v prihodnosti, se zgodi neka katastrofa in se potem v bistvu zaradi tega magija recimo prebudi. To je pač ena ful dobra serija, je Heartstrikers od Rachel Aaron, ki je indie avtorica, ki ima zmaje v Detroitu pač, ne, in so pač zaradi tega, ker je prišlo do nekih premikov, so se spet te bitja zbudila, ki so nekoč že bila, pa so zdaj spet ustala. Ne, in tako. Pač, gre za, vedno imaš pač nek, se pravi tudi world building, zakaj je prišlo do tega, da se je magija pojavila, da so se ta bitja spet znašla v našem svetu. Ne. In potem dostkrat imaš nekoga, ki je ali človek, se pravi, ki ni magičen, ki se spopada s tem, ali pa
nekoga, ki je pač, ne vem, mage, čarovnik, čarodej, kakorkoli to prevajamo, ki pač, ne vem, bolj imaš pa v tem podžanri urbane fantazije imaš pa lahko recimo potem detektivko, a ne, ali pa, ne vem. Ali pa iztrebljevalko vampirjev. Ja. Čeprav izganjalka je v originalu. Je, ne. A ja. Iztrebljevalka, ker ne vem, kako izganjaš vampirja. Ja, Ja, s kolom. Ena ful dobra serija je trenutno v tem žanru, mislim, da se na Amazonu najde, mislim, Fort Salem, Motherland, Fort Salem, nekaj takega. Okay. In je o čarovnicah, pač alternate history oziroma sedanjost o čarovnicah, ki so res in jih niso eksterminirali, ampak so prevzeli vojsko ZDA. In, ja, Ok, nevest. to. Jaz pa tle ne vidim Konstantina pa Hellboya, ne? Zato bi čist pasal vzdolž tega, ne? Ja, seveda, tam nekje je. Ja. Ja, pa Supernatural, Supernatural serija, ja. nadnaravno. Ja. Tako je. Charmed. Charmed, ja. Ja. Take so- Charmed tudi, ja. Ja, mi to To se je problem, je Ja, no, lepo. Piše dobro, če imate radi London, je serija knjig Rivers of London. Ja. Ful je dobra. Ja, ful, ene tako res. Pa tako v teh koronskih časih, mi, ki smo dosti v London hodili, pa ga res ful pogrešamo. So tako nori opisi tega mesta, res. Tako, že sem na tem se da naslajati, ampak tudi pač ja, tako na Meni je splošno. všeč, ker glavni lik ni ful pameten. Absolutno. Se pravi, je Hobbit ali kaj. Male, Oh, Pardon, ker sem vam... ja, tako malo je povprečen. Aha, bolje pa Slovenc, no, okay, pa dajmo tako. Ja, mogoče preden gremo v priporočila, ker smo zdaj že malo blizu konca epizode, bomo pa priporočali, kaj pogledati, kaj prebrati. Seveda bi radi podelili še kakšno knjigo, tako da bomo šli k naslednjima dvema poskusoma. Zdaj, tukaj bomo šli pri tem tretjem vprašanju zelo tako, se pravi, veljal bo najbližji odgovor. Zdaj le potegujete se lahko vsi, spet bomo Hobite dali tako za fora, tako da gospod tamle v drugi vrsti ne sme sodelovati, ker je že. Gre za vprašanje iz se pravi Igre prestolov, Game of Thrones, ampak iz serije, skratka prav gremo se na serijo. V HBO-jevi seriji je namreč, smo gledalci, ki smo gledali vseh, Bog nas nima rad, 8 sezon, smo v tej seriji videli 134 prsi, 60 golih zadnjic in koliko penisov. Skratka, naše vprašanje je, koliko golih penisov smo videli v Game of Thrones. Tina iz prve vrste kriči, da 2, skratka 2, a bo kdo zvišal? A smo jih videli več kot 2? A je kdo pripričan, da smo videli več, ali celo manj? En odgovor je še Ej, manj. ni to dražba. Nič, ja, lahko je tudi nič, ja, vidiš, no, nekaj. No, še bo kdo poskusil? Nič, ok, nič, 2. Koliko? 5. Še kdo? Nihče ne verjame, da jih je bilo več kot 5, ali da 4 obstaja, ali kako? Ok, če ni več nobenega poskusa, bo imela prav gospodična tamle z 5. Bilo jih je namreč 7. Samo za 2 penisa ste zgrešili. Ste zgrešili pravilno odgovor. Čestitam. Pa prinesem Hobita, vmes pa seveda še eno vprašanje. To vprašanje je prispeval Mito in je zelo učeno in je za tiste, ki ste brali Wheel of Time. A je kdo bral Wheel of Time? Gospod, ki že ima Hobita, skratka, zdaj se potegujem. Ne morem. Res ni noben bral, pol ne vem, če bo to... Ja, v seriji je bilo zdaj samo menjeno, ne vem, če to zdaj... Skratka, Mito te namreč zanima, kaj je ta Varen. Jaz vem. Ja, dobro, vidve. A se kdo... Pa ni taverna, ni gostilna, ne? Ja, to zdaj sem šele skapiral, kaj sem... To je bil moj odgovor. To je bil Igorjev odgovor, res je, gostilna. Ne, ni gostilna.
Nemo še drugim provati, mogoče to. Bomo skratka se vrnili k temu še na koncu, ko bomo imeli najprej mi to do konca za une, ki poslušajo doma. Zdaj imate čas, da googlate. Da ne bomo skratka eno knjigo za gospodična enega hobita, pa še imamo še kaj 4 knjige ali koliko za podeliti, tako da tle bomo do polnoči, se jaz bojim. Ne, gremo skratka dalje, gremo na priporočila, skratka tokrat nimamo rubrike, kaj gledamo, beremo, poslušamo, ampak imamo rubriko kaj fantazijskega, še priporočamo v branje, gledanje, igranje, očitno poslušanje. Mito, začeli bomo s tabo. Ja, jaz priporočam Mistborn od Sandersona, Book of Malazan. Zakaj, poveš? Dobro, Mistborn, stavek mi daj, zakaj. Mistborn je super, kot prvo trilogija, lepo zaokrožena. Kot drugo ima zelo dobre like, super magic system, pa glavna junakinja mi je zelo simpatična. To je to. Okay. Malazan je pa enostavno tako crazy world building, da se vse ostalo skrije pred tem. To je pa cel kontinent skuša zajeti v 10 špehov. Zgodba je mestoma konfuzna, ker se v bistvu ukvarja z, rečemo temu, 3 vzporednimi ekipami likov, ne samo 3 liki. In če te rajca tako zadeva, je to super. Okay. Je super. Za vse, ki vas rajca. Ja, še bi dodal, kar se pa tiče špilov, da ne bomo samo v knjigah, bi pa vsekakor Baldura tukaj priporočil. To je špil, ki se je začel v 90-ih. Torej, ja, vse je. Mene pogledaš, ker veš, da... To, ker mi kimaš, zato sem tako gledal. Realno časovna potezna igra, računalniška, v bistvu ima pa zelo te high fantasy nastavke, zbereš ekipo, izgrajeno itak na Dungeons and Dragons sistemu, pa zgodba se, mislim, da zaključi po 3. špilu, tako da full fine, full priporočam. Na Androidu, mislim, da na Androidu lahko dobiš, ne samo na PC-u, tako da je bolj sodobno usersko friendly. Lepo, hvala Mito. Igor, ti? Ja, če smo že pri špilih, pa pri fantasyju je Warcraft kar v redu. Mislim, da je Candy Crush. Warcraft, ja. Ampak filma pa domnevam, da ne priporočam. Ne, nikakor. Dočim knjige, sem omenil že Griše, to je zelo v redu, pa tale Buzzlug, China mi je vila, Perdido Street Station je ta prva in je definitivno weird in drugače. Mislim, tudi imaš ene te stereotipne, tale glavni junak je zelo mislim, tak malo klasičen, ponavadi imaš tole, kako si pisatelj predstavlja, da ga drugi vidijo, ampak mogoče samo v svojih sanjah. Ampak je zelo, zelo dober world building in zelo weird. Ja, tako da to. Ja, jaz sem že rekla zgodovinarko, oziroma pač historian. Bi šla pa tako nazaj, ne? Pred Twilightom, pred True Bloodom je bila Anne Rice. In pač njeni Vampire Chronicles so res noro napisani. Tudi filmi so ok. Pač ne vem, nisem full fan Toma Cruisa. Ampak, ne tako shade. Ne, drugač pa noben tukaj ni omenil pri high fantasyju do te točke, ampak to je pač avtor, ki je meni ful ljub in pač to je Terry Goodkind. In on je pač napisal Sword of the Truth series, ki je bila žal narejena na neki točki v eno novozelandsko serijo, ki ni uspela biti ksena. Ampak tako, knjige so res ful dobro napisane, vredno jih je prebrati, ful so koherentne, pač background stoji, ogrodje stoji, pač full nice. Robin Hobb, Farseer trilogy, pa Live Ship Traders, to je tako noro za brat. Pa seveda sem že omenjala Pratchetta, ti Terry v fantaziji so kar v redu, če niso Brooks. Ja, ker sem to jaz. Južnokorejci.
Južnokorejci imajo mango trilogijo Along with the Gods, tretji film še pride ven, ampak to je tudi tako zanimivo za pogled, če bi kdo mal v Azijo. Ker pač v Aziji imamo tako ali mange, pa animeje, filmov je pa tako zelo švoh, ki pride do fantazije, ki pa ni se bolj v mitologijo vse skupno vizuje. No? Oni D-Wars, korejski film Zmaj. Mislim, ni bog ve kaj, mislim, da. Ne, mislim pač tako, ful ni bilo denarja. Ja, drugače bi bilo to ful boljš. Pa v bistvu temelji to. CGI je zelo... CGI je, ja, ful je. V bistvu težko je gledati zaradi tega, ker CGI je off. Medtem, ko pač Along with the Gods je dobil pa tak decent proračun in je dejansko zelo gledljiv. In je tudi en tak urbano, dark, otherworld, nek afterlife scena. Tako. Kaj pa Kingdom zombie? Ja, kam padajo v bistvu zombi tukaj? To je bolj horror, po moje. To je tako... Samo vseeno imaš, konkretno v Kingdom imaš dejansko feudalni sistem in vse te boj za moč in to je blizu Game of Thrones. Mislim, tako bom rekla, to ni čist tako, pač to se dogaja v Gorju, to je pač dejansko neko zgodovinsko obdobje v zgodovini Koreje, tako da ni to je v bistvu njihov skoraj Middle Ages. Ampak, ne vem, jaz bi šla bolj v historical horror, neki kot v fantasy tukaj. Ja. Okay. Jaz imam zelo rada samostoječe knjige, ki se berem tudi vse te zelo, zelo dolge serije, ampak včasih je tako mečken strašljivo se lotati 14-delne serije, kjer ima vsaka knjiga 800 strani, tako da priporočam Zvezdni prah od Neila Gaimana, Izruvano od Naomi Novik, The Goblin Emperor od Catherine Addison, to je tak malo na steampunk, pa politično-eš, ja. Pa Nevidno življenje Eddie LaRue od Viktorije Schwab, oziroma karkoli v njenem opusu je absolutno super fajn. Potem pa za tako mal bolj folklorno, ki se dogaja na Irskem, je Daughter of the Forest, oziroma potem Seven Waters Trilogy od Juliet Marillier. Ta je ena najlepš napisanih fantasyjev, kar sem jih kdajkoli brala. Trigger warning za posilstvo. Pa Hidden Legacy od Ilone Andrews, ki sem že omenila, pa Innkeeper Chronicles, ki je pa v bistvu bolj sci-fi-ish in je v bistvu full fine zaradi tega, ker je Zemlja je v bistvu kot neko neutralno ozemlje v galaksiji, na katerem se potem razni mirovni sporazumi in tako naprej dogajajo in je tudi odličen world building in to je res super. Od serij bi priporočala Ragnarok na Netflixu, ki je norveška serija, prosim ne je gledati z angleškim soundtrackom, ker je slabš. Potem She-Ra and the Princesses of Power, ki je seveda remake She-Ra iz 80-ih in je tako, delala jo je, se ne bom spomnila, kako je ime gospe, ampak skratka, remake je tak zelo diverse in mečken campy, ampak na tak najboljši način, skratka vse je magično in je full labar. Pa The Dragon Prince, ki je pa tudi na Netflixu, ki je pa ena taka fajn pravljica o zmajih, pač tudi za mlajše primerna. Je pa zdaj ne vem, noben drug omenil muske, pa jo bom jaz, zato mi bo, to lahko mi bo mož hvaležen. In pa Enziferum, če imate radi folk, Ghosts, če imate radi take mečkan satanistične teme, pa Blind Guardian, seveda, ki se pač veliko navdihujejo tudi iz Tolkiena in tako naprej, ja. Okay. Fun fact, satanistične teme so zelo pogoste pri naših oboževalcih, tako da... Ne more biti boljš od Ghost, to je res the best. Super, jaz pa, mogoče zdaj je bilo toliko teh naslovov povedan, da jaz ne bi dodajal, bom pa povedal, če se nikoli ne boste brali. Jaz sem s sabo zdaj nekaj prinesel, zato ker sem je zadnjič, ko sem se selil pred kratkim, sem pač opazil in to sem prinesel s sabo 5 zvezkov.
5 zvezkov, v katerem je zgodovina mojega fantasy sveta v resnici nekako napisana ali pa preštudirana. Not so vse od taktik, bral sem Sun Tzuja, da sem pač vojaške taktike, da sem zgradil pač skratka svet teh Soranov, ki so pač neki bojevniki notar. Skratka, tega ne boste nikoli brali. Moja ideja pa je vedno bila napisati 3. del od 4 in sam tega. Pač kao. Pač tako kot Star Wars, ki so začeli 4, 5, 6, tam da bi jaz nehal. Pač. Ampak vse to mogoče ni slabo, zaradi tega, ker glede na to, da če so si to vse napisal, bi bili prvi 3 deli itak sem world building. Ja, jaz tudi mislim, preveč ekspozicije, preskočiš in potem imaš 4. del. Drugač pa za naslednjo knjigo dobi tisk, uspe Aljoši to ukrast. Sicer pa za več seveda predlogov pa spremljate naše družabne omrežja, kajti v naslednji epizodi govorimo o slovenskih fantazijah, treh novih knjigah in o eni znanstveni fantastiki za povrhu, tako da za tiste, ki boste seveda spremljali naš mesec fantazije še naprej, to imamo v načrtu, skratka za naslednjič. Jaz bi se zdaj na tej točki seveda zahvalil obema gostjama, povedal avtor, preden razdelimo še teh zadnjih nekaj knjig, vam revežev, ker nič ne veste. Skratka, ljudje in ljudine, ne boste verjeli ali pa, jaz ne vem, to je bila že naša 108. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Kaja, beži, Bucik, Vavpetič, Sanja, rokavica na mizi, Struna, Mito, kaj pa če bi nekaj drugega predlagal, Gegič, That's my name, man. Igor, kaj je New Weird, Sanja? In Aljoša, parni Twitter Harlamov. Tole epizodo smo posneli v živo na Vodnikovi domačiji v Ljubljani, ki se jih zahvaljujemo seveda za gostoljubje in prijaznost, občinstvo pa za to, da se je na to pot odpravilo z nami. Drago občinstvo, oglasite se. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh zaradi našega pogovora danes segli po kakšni fantazijski knjigi ali pogledali kak fantazijski film, vedite, da od tega nimamo nič. Žal se nam s kopuškim Hollywoodom in založniško industrijo ni uspelo dogovoriti, da bi dobili 50 centov vsakeč, ko to storite ta mesec fantazije. Igor je v mail so nekateri označili za slabši od spama, zaradi česar smo že skoraj bojkotirali vse skupaj, a na zadnje smo se sprijaznili s tem, da nam bo vedno ostalo zadovoljstvo, da smo vam polepšali kakšno uro ali dan. Podcast Obod v službi vaše potešitve. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast skajemo bot brez pikic vmes, tja delimo rajcere, prikolce, novice iz sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko usmerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, vaše zasnove neizdelanih fantazijskih romanov, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 108. epizoda, prva epizoda meseca fantazije, ki zajema 5 epizod in bo trajal do 18. januarja, ko naj bi bila na sporedu epizoda o koločasju, skratka Wheel of Time, ki bi jo, če bo vse po sreči, snemali 15. januarja znova v živo na konvenciji na meji nevidnega. Za tiste, ki ste tukaj z nami, hvala vam, res vam hvala. Če boste to epizodo priporočili svojim znancem in zanancem, na sporedu bo že v torek 7. decembra. Za vse, tudi tiste, ki tole zdaj poslušate doma, na toplem, ker danes niste mogli biti z nami, za tiste, ki niste hoteli, nas ne briga, pa velja, da se znova poslušamo skratka v torek 14. decembra v drugi epizodi meseca fantazije, kjer bomo, kot sem že povedal, predstavili sveža dela slovenske fantazije in eno znanstveno fantastično. Do takrat in vedno pa se čuvajte in ostanite zdravi, drage obodovke in obodovci, kdorkoli in kjerkoli že ste. To je to.